Nekoč sta živela bratec in sestrica po imenu Janko in Metka. Janko in Metka sta živela s svojim očetom in mačeho. Njun oče je bil drvar, bil je dober človek, njuna mačeha pa je bila hudobna. Družina je bila zelo revna, pri hiši ni bilo dovolj hrane. In nekega dne je Janko slišal, kako je mačeha rekla očetu: Otroka preveč jesta, odpelji jo v gozd in jo pusti tam, potem bo več hrane zame. Janko pa je skoval načrt. Janko si je napolnil žepe z belimi kamenčki. Naslednji dan je šla družina skupaj v gozd. Janko je med potjo na skrivaj drugega za drugim na tla spuščal bele kamenčke. Oče je zakuril ogenj, da jih ne bi zeblo. Janko in Metka pa sta zaspala ob ognju. Ko sta se zbudila, je bila že noč, bila sta sama. Janko in Metka sta sledila kamenčkom in tako našla pot domov. Njuna mačeha je bila jezna, odpeljala ju je nazaj v gozd. Janko ni imel več kamenčkov, zato je po poti spuščal drobtinice kruha. Janko in Metka sta znova zaspala. Ko sta se zbudila, sta bila popolnoma sama. Ptički so pojedli vse drobtinice. Zdaj nista mogla najti poti domov. Janko in Metka sta prišla do hišice iz medenjakov in sladkorja. V hišici je prebivala zlobna čarovnica. Najprej se je delala prijazno. Janko in Metki je ponudila veliko dobrot. Nato pa je Janka zaklenila v kletko. Metki pa je čarovnica naložila veliko težkega dela. Čarovnica je dajala Janku veliko hrane. Ko boš lepo porejen, te bom pojedla, mu je rekla. Čarovnica je vsak dan utipala Janko v prst, vendar ni dobro videla. Janko je na mesto prsta vedno pomolil tanko vejico. Čarovnica pa je mislila, da je Janko suh. Kmalu se je čarovnica naveličala čakanja. Čeprav še nisi porejen, te bom vseeno pojedla, mu je rekla. Čarovnica je Metki naročila, naj zakuri peč. Metka je zakurila peč. Čarovnica je izpustila Janka iz kletke. Janko in Metka pa sta porinila čarovnico v peč. Čarovnica ni mogla nikoli več nikomur škodovati. Janko in Metka sta stekla nazaj domov. Njun oče se ju je zelo razveselil. Njune mačehe pa niso od takrat nikoli več videli.